tega trenutka naprej tudi uradno dobitnik 16. večernice je Tim Zupan za knjigo Hektor in zrela hruška. Kakšen pomen ima večernica za vas? Verjetno to pomeni, da bodo zdaj otroci še več pričakovali. Jaz sem bil že 4-krat nominiran prej, tako da z nominacijam sem bil kar domač. Zdaj sem pa prvič dobil tudi nagrado, to je pa, bi rekel, Smetana na jagodi. Seveda, občutki so čudoviti. Kot rečeno, je večernica najpomembnejša mladinska slovenska nagrada in dobiti takšno nagrado, to je velika čast in ne morem biti drugega kot zadovoljen in vesel. Pri zmagovalnem delu nas je žirijo najbolj prepričalo to, da govori pravzaprav o tabujski temi. Smrt je vendarle v sodobnem času popolnoma umaknjena iz vsakdanjega življenja v bolnišnice, v domove starostnikov in se otroci z njo ne srečujejo. Tukaj pa seveda kot prvoosebni pripovedovalec o svojem lastnem bivanju govori pes, domača žival, ki je prav tako velika tragika, kadar nam hišni ljubljenčki umro. Torej, tema je ena izmed pomembnih stvari, druga je humor, ki ga je avtor v tej temi vendarle uspel ohraniti in izpeljano je tudi jezikovno briljantno. S Hektorjem bi rekli, je konec, se je neko poglavje zaključilo, kako naprej? Ja, Hektor je konec. Ko sem nastopal v Cankarjevem domu pred bralci Cankarjevega priznanja, so me kar nekaj otrok me vprašalo, zakaj je umrl, da bi lahko še kaj nadaljeval, da bi radi videli, da bi se še nadaljevalo. Neka deklica je čo rekla, pa bi imel sam mladičke, pa bi potem pisali o mladičkih. Ne, jaz sem pač povedal tisto, kar sem mislil. Hektor se v 7 knjigah rodi in potem odrašča, ostari in potem biološko konča, to se pravi umre. Predvsem se mi zdi pomembno, da večer s podelitvijo večernice nagrajuje kvaliteto. Kvalitetno pisano besedo, kar smo nenazadnje tudi mi. Časnik Večer v tiskani obliki in na drugih platformah. Torej, zelo sem vesel, da je danes tukaj bilo toliko mladih bralcev iz partnerskih EPK mest, iz Maribora, Velenja, Slovenj Gradca, Murske Sobote seveda, kajti ta prireditev je namenjena predvsem njim, da bodo znali ločiti zrno od plev in znali prebirati dobro knjigo in dober medij, kar je Večer. Če pogledamo 20 let nazaj, v društvu pisateljev ni bilo nobenega zastopnika od mladinske literature, so bili sicer člani, ampak zastopnika ne. A potem smo pa organizirali z Janjo Vidmar na čelu mladinsko sekcijo, ki je se zdaj postavila mladinsko literaturo na zemljevid Slovenije in z ustanovitvijo nekaj nagrad, to je desetnica in pa tale večernica, to je pravzaprav zelo velika promocija mladinske literature in se je pravzaprav zdaj stanje zelo spremenilo, lahko rečem izredno izboljšalo. Bi dejali, da se kakovost literarnih del za mladinsko področje z 2 leti dviguje ali? Ostaja približno enako. Skrbi me le to, da je produkcija vsako leto večja, kakovostnih del pa ugotavljamo že leta in leta, je kakih 50, mogoče 20 pa res vrhunskih. Seveda sem uporabil posebno tehniko, tako da Hektor govori v prvi osebi. S tem je mi omogočil pogled na človeško življenje z perspektive, kar bi omogočilo razne izlete v dobre in slabe lastnosti človeškega življenja. Je imela komisija težko delo? Pravzaprav ja. Zelo hitro smo prišli do 5 nominirancev, smo se pa vrteli okrog vsak svojimi argumenti, vendar moram reči, da smo na koncu bili zelo, zelo sklepčni, kdo je tisti, ki je letos najboljši. Kako je kaj z ustvarjanjem za odrasle, za otroke? So velike razlike, so otroci hvaležnejša publika? Pristop k delu za odrasle in za mladino je zame popolnoma enak. Kar se pa tiče odzivov, je pa res to, da imam srečo,
da precej nastopam po šolah in po raznih prireditvah in tam pa dobivam ta neposreden odziv otrok, kar je za pisatelje najbolj dragoceno. Ni večje dragocene, kako če te pohvali mladi bralec, ker kot vemo, oni se ne sprevedajo, povejo tisto, kar mislijo. In z tega gledišča bi rekel, da je pisati za otroke še bolj odgovorno in kot za pisati za odrasle in da če človeku uspe dobro mladinsko delo, je po mojem tudi več vredno kot delo za odraslega.